Današnjega gosta je življenjska in poklicna pot vodila po vsem svetu in vedno ga je spremljal tudi šport. No, temu se posveča še dan danes, kljub dopolnjenim 86 letom. Pozdravljeni, gospod Marko Sluga. Dobro večer. Tudi na Ptuju ste bili, kako ste zadovoljni z izkupičkom? Ja, pri meni je zdaj tako, v tej starosti praktično nimam nobene konkurence. Z ozirom na to, da je bilo dost mrzlo vreme, pa malo je še pihalo, rezultati niso bili nič posebnega, ampak dobil sem pač 3 zlate medalje. Žalostno pa je, da nimam nobene konkurence, ker bi z veseljem se meril s kakšnim. Tako ste pa vseeno svetovni podprvak v skoku v višino. Kaj vas žene k gibanju, k športu? Kaj me žene? Ja, s športom se ukvarjam pravzaprav od rane mladosti. Začel sem z rokometom, smo bili tudi državni prvaki, Ptujska gimnazija. Potem sem prešel na atletiko po zaslugi z našega Mariborčana Zdena Vahterja, ki nas je spravil tja. In potem sem nekaj časa igral tenis, 20 let, ker sem tudi dosegel lepe uspehe, sem bil celo evropski prvak v deblu z enim Hrvatom, ki je pa nažalost že mrtev, isti letnik kot jaz. Ja, bi rekel, šport me je stalno privlačil in posebno me pa privlačila atletika, ker je to nekako individualno, se pokažeš lahko, če si vesten in si primerno treniral in tudi imaš neko osnovo v talentu. In sem pač za to atletiko z 70 leti spet začel sistematično. In kot rečeno, starejši si, če si dobro ohranjen, boljše uspehe imaš. In skok višino mi je bila že takrat dobra disciplina, sem tudi že bil državni prvak, ko sem bil mlad. Zdaj pa imam pa drugi rezultat na svetu. Tako, tenis ste igrali 20 let, ste dejali. Zakaj ste preklopili nazaj na atletiko? Preklopil sem nazaj na atletiko, zato ker bi rekel iz nekega razmišljanja o tem. Teniški turnir traja recimo cel teden. Vsak dan igraš partijo, imaš težkega nasprotnika, ki se bo trudiš z njim 2 ure, na kar ti čez pol ure reče, zdaj pa igraš debel. To se pravi, stojiš 3-4 ure pod soncem, ki sije na tebe z 35 stopinjami in se mi je zdelo, da po 70 letu to pravzaprav ni več primerno. In ker je bila moj osnovni šport atletika, je pa to čist drugač. Tam lepo imaš v senci stolček, 6-krat vržeš, vmes malo pomigaš in to je to. Ampak vi dosti migate praktično vsak dan. Ja, jaz sem si naredil 30 vaj, ki sem jih preštudiral nekje, da so vse stranske od raztegovanja do moči. Vmes je visenje, se mi zdi izredno važno je, da v starejših letih visiš, da raztegneš hrbtenico, da nimaš problemov z hrbtom, kar ima večina ljudi. In vsak dan približno 20 minut do pol ure zjutraj delam teh 30 vaj. Kaj pa pred tekmovanji? Pred tekmovanji ravno tako, samo ne delam polovično. Recimo, če je serija 12, potem delam pred tekmo 6. In to se mi zdi, da ogromno pripomore. Sam moraš biti pa discipliniran, da se ti res ljubi vsak dan delati. Tako, in pa pred tekmovanji verjetno dosti več potem treninga, ne samih vaj. Ja, torej treninga samega, recimo imam 3-krat na teden, imam resen trening, ki traja nekje uro pa pol. Po zimi je koncentracija na pridobivanju moči, zdaj, ko je korona, sem si naredil v kleti fitness, kjer imam vsestransko mašino, plus štango, pa tiste bunkice, pa to vse. In tam tudi delam uro, recimo uteži 3-krat na teden, po zimi, poleti pa 1-krat na teden. Drugač pa trening na štadionu oziroma v dvorani. Odkje jemljete energijo? Konec koncev, mlajša populacija kar prehitro se raje vržemo na kavč, preveč naporen dan je bil, da bi karkoli drugega še počel. Kje vi pri skoraj 87 jemljete energijo?
Ja, jaz bi rekel, dva glavna motiva bi bila. Ne? En motiv je druženje. Posebno, ko si starejši, ne? Recimo ljudje v mojih letih, če analize poslušamo, so strašno osamljeni. Nimajo družbe, nimajo kam iti. Jaz imam stalno družbo in to družbo mlajših ljudi, ki so polni iniciative, veselja in tako naprej. In mi pomagajo tudi v mojih namenih, ne, tekmovanjih in tako, ker se peljemo, recimo, meni se ne ljubi voziti 1000 kilometrov, ne, zato imam ta mlade, da vozijo, magari moj avto, ampak vozijo, ne, in to je fajn, ne. Drugo je pa, bi rekel, če doživljaš uspehe, ne, imaš neke načrte, ne. Ko sem bil še aktivni atlet, ne, v svetovnem merilu nisem pomenil nič, v slovenskem še kar nekam, v jugoslovanskem že malo manj, drugače pa v svetovnem pa nič v bistvu, ne. Dočim danes imam pa drugi najboljši rezultat na svetu, skok v višino in to ti daje eno veselje, ne. Tako da bi rad videl še tistega, ki je prvi. In poleti na Finsko. Ja, na Finskem je svetovno prvenstvo, ne, zunaj, to v začetku julija in tam sem se odločil, da bom štartal samo višino, ker je to moja najboljša disciplina in upam, da bo prišel tisti amerikanski en centimeter boljši od mene. Tako za pičev centimeter namreč je razlike med vama. Ja, on ima 15, jaz pa 14, ne, torej meter in tok, ne. On je tudi lani bil najboljši, ne, predlani sem bil pa jaz najboljši, ne. Tako da imaš veselje, ne, imaš neke načrte in to je, se mi zdi, v mojih letih zelo važen motiv, ne. Tako, gospod Sluga, najlepša hvala za obisk v studiu, vse dobro pri vaših prizadevanjih in seveda verjamem, da se še pred odhodom na Finsko tudi znova srečamo, pa še kakšno rečemo. Hvala lepa. Hvala vam.